Danes v Pomurskem dnevniku. Klestila toča, veter odkrival strehe. Prihaja 11. Grossmannov festival. Varno napotovanje. Nevarnost naraščanja vodotokov. Vreme jutri bo zmerno jasno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pomurje je včeraj zvečer zajelo neurje z močnim vetrom, ki je podiral drevje. Prav tako je prišlo do požara, ki ga je zanetila strela. Toča je padala v občini Črenšovci na Goričkem in v občini Lendava, kjer je največje preglavice povzročila v naselju Hotiza. Pozno popoldne je predvsem v okolici Lendave močan veter odkrival strehe. Toča je v Hotizi uničevala tudi pročelja hiš in razbijala stekla. Domačin Štefan Felbar je še dobro uro po neurju v rokah držal kot oreh debelo točo. 55 let, 54 let, kako se lahko spomnim, ko sem 58 let star, se jaz tega ne spomnim. Življenje sem še to ne videl. Tako. To je še bila večja, kako je to normalno, ne? Večje, to je še za kakšnih 2 cm premera večje smo tudi našli na tam naprej. Zdaj se je pa, evo, to se torej spustila, kaj že čista voda skoraj, ne? Prav tako nam pokaže luknje, ki jih je toča povzročila v strehi njegove hiše. Ja, tu na terasi imamo plastično streho, sicer je to plastika, ampak vseeno, vidite, kakšne luknje so premera, 8x8 na večjih mestah. Tam notri ena, tako lahko 2 jajci skoraj spadnejo. Ti luknje je zdaj toča napravila. Tu pri stekli se vidi tudi to kakšno je steklo je potrlo to. Toča pa je znova pustila posledice tudi na pridelkih. Nič več usmiljenja ni imel niti močan veter, ki je podiral drevje in odkrival strehe. V Veliki Polani je poleg tega prišlo tudi do požara zaradi udara strele v stanovanjsko poslopje, zaradi česar je nastala škoda na ostrešju. Večjo škodo so preprečili domači gasilci, ki so na prizorišče požara prispeli v le nekaj minutah. Sežnosti požara so bile zaradi hitre intervencije gasilcev, v roku 4 minut smo prišli na kraj intervencije, zelo omejene, ne glede na to smo zaradi tudi gašenja in posledično tega, ker smo morali dostopati do izkrišča požara, tudi odpirati streho in tudi zaradi stropov in vsega je tudi zaradi uporabe raznih gasilskih sredstev prišlo do poškodovanja premoženja. Kakšna je ta škoda po prvih ocenah? Zaenkrat prve ocene ne moremo dati, ker smo ravno glavni del intervencije zaključili, sedaj sledi pregled požarišča in ocena ravno tega, kar je nastalo. Je bilo z drugimi neprijetnostmi v vaši občini tudi kaj dela? Po trenutno dostopnih informacij, ki jih imamo direktno in tudi strani Centra za obveščanje, nekih večjih nevšečnosti ni bilo, je nekaj poškodb na stanovanjskih kritinah. Gasilci so imeli poleg tega polne roke dela z odstranjevanjem podrtega drevja iz cest in črpanjem vode iz kletnih prostorov. Prihodnji teden od 14. do 18. julija bo Ljutomer z okolico ponovno postal prizorišče Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina. Prleška prestolnica se bo tako znova spremenila v svetovljansko mesto filma, umetniških razstav, glasbe, koncertov in dobrega vina. Več o zdaj že legendarnem festivalu pa nam bo povedal Peter Beznec. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kaj nas torej letos pričakuje na Grossmannovem festivalu? Torej, letos imamo 11. edicijo Grossmannovega festivala, to je za nas v bistvu večja obletnica kot 10, oziroma vsaka takšna številka kot je 11 ali 13, glede na temo je naša prava obletnica, drugače pa 110-letnica tudi filma, kar smo tudi skupaj z občino Ljutomer nekako na en poseben način proslavili, oziroma še proslavljamo. Na festivalu samem pa nas čaka seveda kot vedno ogromno prizorišč, 3 odprta, se pravi prizorišča na odprtem, 3 prizorišča, ki so znotraj, kinodvorana, Golarjeva domačija in pa klet hotela, kjer bodo prikazani dnevni tekmovalni programi. Potem zunanja prizorišča, kot so Glavni trg, ki je nekako najbolj popularno, kjer bodo prikazane retrospektive. Potem mestna hiša, 3 mestne hiše, kjer imamo neko, bomo rekel, sicer je bilo že lani, ampak je to spet razširjeni noviteto programa oziroma kino pod Klopocem, ki prikazuje nekako stvaritve severovzhodnega dela Slovenije, se pravi domača produkcija.
In pa terasa hotela Ljutomer, kjer imamo pa tekmovanje v kratkih filmih. Se pravi, to prikazujemo tam. Ja. Bo torej tudi letos filmski program tako fantastičen, tako grozljiv, tako divji, kot je bil lani? Ja, vsekakor. Zdaj je to težko primerjati, ne, stopnjo fantastike pa stopnjo grozljivosti. Dejansko naš programski direktor in selekcija nekako stremijo k temu, da iščejo fantastične filme, predvsem evropske produkcije. In tega, v bistvu, največ tega je horor, se pravi grozljivke. Tako da verjamem, da bo kar največ tega žanra. Torej, bo tudi letos filmski program tako grozljiv, tako divji, tako fantastičen, kot je bil lani. Kaj lahko pričakujemo? Vsekakor lahko pričakujemo zelo dober program letos. Mislim, da je produkcija letošnjega leta oziroma lanskega leta, ki v bistvu nekje v tem časovnem obdobju zbiramo filme, je bila zelo plodna. Jaz sicer sam nisem programski direktor, ampak verjamem, da so fantje zbrali res kvalitetne filme. Kot vedno imamo tekmovalni program za celovečerni film, to je pač nagrada Hudi maček. Ti filmi bodo prikazani v novi tehnologiji, se pravi z DCP-ja v Ljutomerski kinodvorani. Potem imamo tekmovalni program za kratke filme, to je v bistvu za najbolj pomemben del je ta tekmovanje za Melje d.o.o., to se pravi film, ki je izbran pri nas za najboljšega, gre potem na tekmovanje v konkurenci vseh fantastičnih filmskih festivalov v Evropi, kar mislim, da je kar zanimivo in atraktivno za te, režiserje krajših filmov. Potem imamo še Slakove hude mačke, ki so v bistvu kratki film, poimenovani po našem velikem podporniku Franciju Slaku, kjer pa nimamo toliko omejitev, se pravi, lahko so malo daljši, lahko so krajši, se pravi, tisti prejšnji ima kar nekaj omejitev, ta pa nima nobenih in podeljujemo še posebno nagrado. S tem zvezi potem imamo Hrupne mačke, to so glasbeni dokumentarci, letos smo prav ponosni, imamo dokumentarec o skupini Morfine, zelo že razvpit, no, in pa tudi lahko še omenim recimo Izgubljeno dugme o bobnarju skupine Bijelo dugme, ki ga mogoče gledalci bolj poznajo. No, pa tako naprej. Boste pa podelili tudi seveda nagrado za življenjsko delo. Komu bo letos pripadla ta čast? Letos smo se odločili oziroma smo nekako uspeli se dogovoriti z gospodom Udo Kierom. To je igralec, mislim Nemec, ampak ki že dolgo dela in živi v Hollywoodu. Verjetno večini gledalcev ime samo ne pove dosti, ampak verjamem, da ga vsi poznate, ne, ko boste videli enkrat njegov obraz. Igral je v ogromno filmih, res njegova biografija je dolga, da te začnejo prsti boleti, ne, ko scrollaš dol. Med drugim je delal tudi z Fassbinderjem in z režiserji svetovnega ranga, no, pa verjetno tudi vsem tako poznan. No. On pride letos in bo prejel nagrado za častnega oziroma starega hudega mačka, kot mi imenujemo, častna nagrada za življenjsko delo. Je pa festival seveda tudi znan po vinskih degustacijah. Kako huda je letos konkurenca? Moram reči, da je zelo huda. No, bom rekel, da se je prijavilo kar nekaj večjih kleti, tudi domačih, najbolj priznanih proizvajalcev, ne. Vsekakor želimo ta del čim bolj promovirati. Zdaj, vino in film nekako ne prelekijo zaznamujeta, ne. Imamo pa v bistvu konkurenco iz cele Slovenije, ne, kar me zelo veseli in seveda vsaka konkurenca je dobra in naj se malo primerjajo med sabo. Drugače pa gostje festivala odločijo o zmagovalcu, se pravi preko anketnih listov. Je pa Grossmannov festival tudi znan po zelo zanimivem spremljevalnem programu. Kaj lahko obiskovalci pričakujejo letos? Tudi letos imamo koncerte, se pravi v sredo in četrtek. Ti koncerti se bodo odvijali na novem prizorišču, in sicer v kleti hotela Ljutomer. Starejši prebivalci Ljutomera se verjetno še spomnijo, da je tam že bila enkrat diskoteka, oziroma to je pod hotelom. Omenil bi, mogoče v sredo imamo Chaotic Bullets in Dickless Tracy, v četrtek imamo pa Pankrte, no, in tako da vabljeni vsi, ki vas zanimajo te skupine. Petek imamo karaoke, kar je tudi prvič, no, vsaj na Grossmannovem festivalu. V torek pa imamo v bistvu en samo tak večer, kar se tiče tega. Drugače pa v soboto, seveda običajna maškarada, naši zombiji bodo se spet sprehodili po ulicah Ljutomera.
Potem imamo pripravljeno za večer presenečenje, oziroma, no, zdaj če povem, ne bo več, ampak naj bo 3D mapping na glavnem trgu in pa zombi opera, to je tudi ena zadeva, ki si jo tudi mi želimo videti. No, Torej, znova bo šlo za en festival, za nek dogodek oziroma kupico dogodkov, ki jih res ne gre zamuditi. Čez 70 dogodkov v 6 dneh. Okay. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in seveda za odgovore, ter hvala, da ste se oglasili v studiu. Nikaj, hvala vam. Prebivalci Slovenije smo poimenovani z 52.274 različnimi imeni in 109.936 priimki. 69% imen je unikatnih, torej takih, s katerimi je poimenovan samo en prebivalec. Najpogostejša imena med prebivalkami Slovenije so Marija, Ana, Maja, med prebivalci pa Franc, Janez in Anton. Med priimki so tako kot zadnja leta še vedno najpogostejši Novak, Horvat in Kovačič. Najpogostejši kombinaciji imena in priimka pa sta Marija Novak in Jožef Horvat. V Pomurju se največ prebivalk imenuje Marija, sledijo Ana, Terezija, Irena in Helena. Med prebivalci Pomurja pa je najpogostejše moško ime Jožef, sledijo Franc, Štefan, Janez in Anton. Med priimki pa se v Pomurju največkrat pojavljajo Horvat, Novak, Kovač, Zver in Hozjan. Pri ženskah je najpogostejše ime, ki se po letu 1991 ne pojavlja več, Hilda, sledi Leopoldina, Božica, Slava in Jožefa, pri moških pa Vilko, Radoslav, Radivoj, Dragoljub in Vekoslav. Na potovanje ali odhod na morje je priporočljivo vzeti s seboj osnovna zdravila in druge pripomočke, ki nas lahko na potovanjih rešijo številnih zdravstvenih nevšečnosti, svetujejo zdravniki. Osnovno potovalno lekarno naj sestavlja zdravstvena kartica, potrdilo o zdravstvenem zavarovanju in cepljenju, če je to potrebno, tablete proti povišani telesni temperaturi in bolečinam, tablete proti driski, tablete za zdravljenje zaprtja in proti potovalni slabosti. Na spletni strani Zdravino pot svetuje sekcija za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Prav tako naj bo v lekarni prašek za nadomeščanje izgubljenih mineralov in preprečitev izsušenosti ob driski in bruhanju, zdravilo proti alergiji, tablete za čiščenje vode, sterilna obveza za rane, obližji, povoji, gaze, razkužilo, škarjice, elastični povoj in termometer. Nekatere reke v vzhodni Sloveniji so v svojem spodnjem toku še zmerno narasle, drugod reke že upadajo. Po noči so praktično vso državo zajele krajevne navihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija za okolje je izdala hidrološko opozorilo zaradi nevarnosti, da ob močnejših nalivih v večjem delu države ponekod hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki. Ob tem so možna razlivanja ob strugah. V prihodnjih dneh se bo vodnatost rek še naprej postopno zmanjševala. Čakata nas še 2 sončna dneva, nato pa znova prihaja ohladitev. Prisluhnimo torej vremenu. Danes opoldne je bilo v Prekmurju oblačno. V Krajinskem parku Goričko so namerili 18, v Murski Soboti, v Radencih in v Lendavi pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 26 do 28 stopinj Celzija. V naših krajih bo dopoldne posijalo sonce, temperature pa se bodo dvignile do 12 stopinj. Popoldne bo zmerno jasno, živo srebro pa se bo dvignilo vse do 25 oziroma 26 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo posijalo sonce. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 12 do 15 stopinj Celzija, popoldanske pa od 28 do 31. V ponedeljek bo oblačno z dnevnimi temperaturami od 17 do 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje, do prihodnjič.